Če kupujemo nov avto, nam je samoumevno, da se dogovorimo za testno vožnjo in ga preizkusimo. Kaj pa, ko se soočimo z veliko večjo investicijo, kot je gradnja hiše? Lahko tudi to preizkusimo? Lahko. Tale čudovita sodobna hiša nudi zares visoko bivalno ugodje. Njena velika posebnost pa je, da nima prebivalcev. Dobrodošli v vzorčni hiši. Gospod Lukič, smo v novi vzorčni hiši v Dragomlju. V Sloveniji vzorčne hiše še niso tako znane. Povejte nam, kaj omogoča koncept vzorčne hiše. Res je, v Sloveniji je to dokaj neobičajen pojav, v tujini pa so ti centri vzorčnih hiš nekaj najbolj običajnega. Iz enostavnega razloga, tukaj si lahko kupec v miru ogleda detajle na hiši, kako je hiša narejena, tloris hiše in se preko tega tudi prepriča, ali je hiša zanj primerna ali ne. Nenazadnje gre za življenjsko odločitev, za katero je potrebno nameniti veliko denarja in zdi se nam prav in primerno, da lahko kupec to svojo odločitev podpre z obiskom takšne hiše. S to hišo ste sledili nekemu konceptu, ki spominja na ime Mission Impossible, nekaj takega, ali kaj? Ja, res je, ko smo pred leti začeli razmišljati o teh zelo dobrih nizkoenergijskih ali plusenergijskih hišah, se vse skupaj res zdelo kot Mission Impossible. Danes ta koncept imenujemo Zero Emission Living. Bistvo ali jedro koncepta je ne samo osredotočenost na nizko rabo energije za ogrevanje hiše, prezračevanje, razsvetljavo in podobno, ampak tudi celoten pristop k zmanjšanju emisij. Zato je hiša opremljena z sončno elektrarno, ima zeleno streho, preko sončne elektrarne pokrijemo vso potrebo po električni energiji v hiši, istočasno pa zagotovimo tudi še 15 do 20 tisoč kilometrov uporabe električnega avtomobila. Miha in Nataša živijo. Miha, vi ste arhitekt te hiše, a ne? In me zanima, hiša ima ravno streho. Povejte mi kot arhitekt, kam izginjajo dvokapnice? Mislim, da ni strahu, da bi dvokapnice na splošno v Sloveniji izginile. Mi smo imeli možnost izvesti hišo s popolnoma ravno streho, s tem, da smo ji dodali vrednost, ko smo na njej izvedli zeleno streho in pravzaprav na nek način izpeljali koncept, kot ga je že pred davnimi leti znani arhitekt francoski, švicarski Le Corbusier, ko je v bistvu pri svojih umestitvah nadomeščal tisto, kar je zemlji vzel in je pravzaprav nadomestil na strehi. Katere so tehnične prednosti oziroma značilnosti ozelenjene strehe? Pri zeleni strehi, če se še dopolnim na Mihovo trditev, je v bistvu tehnična prednost predvsem ta, da tudi ima zmožnost zadrževanja vode v sebi. Se pravi, ob večjih nalivih to pomeni manjša obremenitev meteorne kanalizacije. Žal se to danes bolj pogosto pojavljajo, ti ekstremni vremenski pojavi. Sočasno skrbi z zelenjem tudi za bolj kakovosten zrak v okolici hiše, v poletnem času pa tudi preprečuje pregrevanje. Če dodamo še čisto tehnično zadevo, pa tudi ščiti tehnično kritino, ki je nameščena na strehi, se pravi, podaljšuje življenjsko dobo. Iz arhitekturnega vidika lahko izpostavim nadstrešek še kot nek poseben eksperiment, kjer smo želeli povezati bivanje in pridobivanje elektrike v en celovit arhitekturni izdelek in na nek način pridobimo z uvedbo fotovoltaičnih panelov še zelo zanimivo scenografijo svetlobe, ki proseva skozi te panele v sam senčeni del nadstreška. Nataša, hiša je orientirana na jug oziroma na zahod, tukaj pa veliko steklenih površin. Kako v taki zrakotesni hiši rešujete problem morebitnega pregrevanja oziroma dotoka dovolj svežega zraka? Eno je vsekakor ustrezno senčenje prostorov, tukaj je tudi navezava z pametnimi inštalacijami, ki potem z predpripravami omogočajo vnesti posamezne dnevne režime, se pravi, da se tekom dneva in visokih dnevnih temperatur žaluzije spustijo, v nočnem času oziroma po potrebi pa dvignejo. Toplotno ugodje v prostorih zagotavlja tudi posebna rešitev. Stropni paneli, ki poleti ohlajajo in pozimi ogrevajo hišo. Za dodatno pohlajevanje v poletnih večerih pa poskrbijo z odpiranjem strešnih oken. Bistven za zdravo bivanje je tudi svež in čist zrak, ki ga dovaja prezračevalna naprava z vračanjem toplote. Ta v 2 urah izmenja celoten volumen zraka v hiši.
Ampak ta hiša se lahko kot prva v Sloveniji pohvali z enim zelo posebnim certifikatom. Zakaj gre? Res je, gre za certifikat po certifikacijski shemi Active House. To je v bistvu neodvisno združenje z sedežem v Bruslju, ki ocenjuje svoje stavbe bolj trajnostno, se pravi v širšem pogledu. Ocenjujejo ključne vidike bivalnega ugodja, se pravi samo bivalno udobje v hiši, energetsko učinkovitost in pa vplive na okolje. Mrs. Pfeiffer, this is the very first family house in Slovenia that is certified according to Active House certification. What does it mean? What is it that this house has to get this kind of certification? The Active House has three principles. It's energy, environment and comfort. And you can say energy and environment is important. It is important for any house. But in the comfort aspects are the things that matters to us as human beings, our health, our well-being. This house is outstanding in performance. It has a 1 in daylight, it has a 1 in air quality. So if you look at the comfort parameters from an active house, this house is particularly good. If you want to think about you as a house owner, how good is your house? Do you know if it has good daylight? Yes, it seems like it. Does it have good air quality? Yeah, it seems okay. But do you really know? You have to actually be able to ask for it. Here you have a 1 in daylight and a 1 in air quality. So as a homeowner, if you are going to look for a house, you want to buy a house, you want to build a house, then you should be able to say, I want the best in indoor comfort. And you can put numbers to it. You can say, I want the best, or I want the second best, but at least you can say how you want to spend your money. Mm-hmm. And it's basically not just chasing numbers, let's say, in energy efficiency. Exactly. The energy efficiency and the environment are very important. It's like two legs for any building that you have to have. But the human senses, your eyes, the daylight, the thermal comfort, your skin, the air quality, your lungs, and the acoustics, your ears. So it's the human senses, and that is actually what is so important to you and your family, that you sleep well, that you don't develop asthma, and that you are able to live the life that you want to do in summer, in winter, and all 24 hours of the day. Povejte mi, a vzorčna hiša ponuja tudi to možnost, da bi potencialni kupec lahko tukaj prespal? Ja, če se ta potencialni kupec dejansko že zelo resno zanima in je to tisti jeziček na tehnici, mu seveda omogočimo, da to hišo tudi preizkusi, podobno kot lahko preizkusi nek avto, preden se odloči za nakup. Seveda pa mora izkazati zelo jasen interes.